lepo pozdravljeni. Moja predstavitev pravzaprav preusmerja naš pogled iz Alp, iz gozdov v ljudi. In tukaj le bom še dala, da se bo čez celo stran. Zdaj o upravljanju kot gozdarka, ki že dolga leta deluje izven gozdarstva, bom govorila pravzaprav na majčkeno drug način. Imam 10, čakajte, kako gre pa tole naprej, 10 prosojnic in pravzaprav eno samo sporočilo. Če bom v uvodu umestila svoje sporočilo o ljudeh v cilje Alpske konvencije, ki so ohranitev gozda, izboljšanje stabilnosti, uravnoteženje različnih načinov rabe, bom pravzaprav zaključila in ves čas se gibala okrog enega samega sporočila, da obstaja posebna oblika upravljanja, posebna oblika posedovanja gozda, o kateri je pravzaprav v Italiji, sosednji Italiji, tudi alpski državi zelo veliko govora. No, pa kar k našemu okviru. Torej, protokol Gorski gozd v bistvu najprej govori o ljudeh, govori o prebivalstvu Alp, ne o vseh prebivalcih, recimo Slovenije ali pa tako, ampak o prebivalstvu Alp. Se pravi, zoži pogled v eno podporo tistim, ki v Alpah živijo. Vsi ostali odstavki, poudarki temu sledijo, izhajajo iz tega. In kolega, ki je najbolj zdajle tudi z nami, je pred leti pisal, Matej s kolegi, da je pri nas, kot v enem južno-vzhodnem kraku Alp, ta gorska identiteta močno prisotna, čeprav je delež ljudi, ki v Alpah zares živi, zelo majhen. Vsi se bomo spomnili seveda rudarjenja, ostankov recimo na Pokljuki ali pa paše, duhovnosti, mitologije. Naš Triglav, simbol je v grbu, ali pa Ožiga Cojza se bomo spomnili, ki je skupaj z drugimi naravoslovci v nekem obdobju, renesančnem obdobju, razvijal spoznavanje tega prostora. Čeprav danes v naši zavesti Alpe bolj živijo kot prostor alpinizma, tudi ekstremnih dosežkov, alpskih skokov, smučanja. Skratka, to je tisti svet, ki ga kljub majhnemu številu ljudi, ki tukaj živi, pač predstavljajo Alpe v naši zavesti. In zato torej poudarila bi tudi, da ne govorimo o alpskem gozdu, ampak o gorskem gozdu, ki ga Zavod za gozdove predstavlja na svoji spletni strani kot torej 2 območni enoti, segata tja Blejska in Tolminska, kot seveda občutljivega, več o tem je kolega Diaci povedal. In tisto, kar jaz izpostavljam, podčrtavam, je, da pravzaprav gre za probleme, ki jih nima gozd kot tak, ampak so jih skozi zgodovino in tudi danes jih imamo predvsem ljudje. Recimo, da je slabo odprt, da je oddaljen ta gozd, da zaradi teh značilnosti je bila pospeševana smreka, so veliko površinske sečne, tudi precej intenzivne, in da se pravzaprav njegova dinamika, njegove posebnosti niso dovolj spoštovali in je pravzaprav že zadnjih 100 let prihaja do ujm. Tudi previsok stalež divjadi recimo je bil omenjen in ga seveda tudi kolegi navajajo. Skratka, pod črto gre za to, da je deležnikov, ki uporabljamo ta alpski prostor, veliko in da med seboj nismo usklajeni. Bodisi s to lastniki, inštitucije, eni bolj težijo k varstvu, varovanju, ohranjanju, kot tudi protokol Gorskega gozda, in drugi bolj k rabi na razne načine. Zdaj, če govorimo o ljudeh v Alpah, so zagotovo z vidika infrastrukture, vsakršne infrastrukture, bodisi elektronske ali pa cestne, železniške in tako naprej, deprivilegirani.
nimajo toliko alternativnih virov dohodka, kakor nekje v nižini ali pa v enem mestu, tudi v Sloveniji. Drugače ta ugotovitev velja širše za Alpe, ne. Tudi posploševanje, da gre pravzaprav za nek alpski tip človeka ali pa kulture, načina življenja, je precej neutemeljeno, čeprav se seveda loči od nekih dolinskih urbanih sistemov, ne. Ta kulturna identiteta je zelo pestra, zelo raznolika in raziskovalec de Barbier, ki se je prav z alpskim lokom intenzivno ukvarjal, svari pred posploševanjem. Skratka, tako kot pri gozdu govorimo o biološki pestrosti, velja tudi pri opazovanju ljudi sprejeti, priznati, spoštovati, upoštevati to kulturno pestrost. Seveda je pa obvladovanje te pestrosti skozi zgodovino raba gozda, raba alpskega prostora bila regulirana s lastniškimi pravicami. Tukaj bi pravzaprav izpostavila nedavno upokojenega ustavnega sodnika sosednje Italije, ki je že v 70. letih napisal knjigo Posebna oblika posedovanja in jo posvetil organiziranju ljudi v skupnosti, ki upravljajo z naravnim prostorom. Zakaj pravzaprav njega tukaj izpostavljam? Zato, ker je pred nekaj leti torej izdal ustavni zakon v sosednji državi, ki to posebno obliko posedovanja vpelje kot enako vredno zasebnemu lastništvu, individualnemu in pa državnemu lastništvu. In celo jo uveljavi v tem ustavnem zakonu kot podrejeno ne inštitucijam in državi, ampak v interesu torej državljanov. Zakaj? Argumentiran je ta zakon prav z argumentom upoštevanja pravil, ki so jih ljudje v Alpah še pred nastankom rimske zakonodaje, rimske zakonodaje, ki je osnova za vso našo regulacijo, ki so ljudje v alpskem prostoru poznali že prej in jo sedanja italijanska država v tem primeru priznava kot bolj sonaravno, če tako to besedo uporabim, in kot tisto, ki naravnega okolja gozda, recimo v našem primeru, ne uniči, ampak ga ohrani in uporablja. Pri tem seveda trčimo na usklajevanje potreb, na usklajevanje rabe na eni strani gozda ali pa naravnega okolja, alpskega prostora in na drugi strani njegovih sposobnosti, zmožnosti, ranljivosti, občutljivosti. Potrebe pa se skozi čas spreminjajo. Označujemo jih ponavadi z vlogami gozda, ki so bile danes že omenjene, ločimo proizvodne, socialne in pa, to se pravi, proizvodne, socialne in pa regulativne vloge, a ne. Pogosteje se zdaj uporablja pojem ekosistemskih storitev, ki so pač provisional, cultural pa regulative ekosistemske storitve. In poudarek prehaja iz pravzaprav proizvodnih ali pa proizvodnih vlog ali pa provisional ecosystem services v socialne in kulturne, kar ponazarjam tudi s tole skico, s tem grafom, ne. Kar pomeni, da se pravzaprav ta zasebna lastnina, kjer po rimskem pravu ima lastnik 100% pravico, absolutno pravico, da po lastni želji lastnino lahko tudi uniči. V Alpah, kot že rečeno, pa je ta posebna lastnina, posebna oblika posedovanja, kjer je več posameznikov v obliki skupnosti seveda vire uporabljalo, ni pa jih nikdar uničilo, te vire pravzaprav ohranilo do mere, da jih danes lahko tržimo, ne vem, v obliki turizma, ne.
Zato je upravljanje gozdov, ki je tema moje predstavitve, v bistvu hkrati zaseben in skupen izziv. Da se ti akterji, različni akterji med seboj uskladijo, uporabljajo, aktivno uporabljajo gozd, aktivno gospodarijo z njim, ampak v okviru njegovih samoobnovitvenih sposobnosti. Zato je vprašanje upravljanja pravzaprav na dveh ravneh. Namen upravljanja je ravnotežje med rabo in varovanjem in po definiciji upravljanja v smislu governance gre za usmerjanje vedenja in pa interakcij, torej odnosov. V operativnem smislu je pa upravljanje kot management v bistvu odločanje. In v gradivih, ki ste jih na Cipri skupaj z ekipo pripravljali, dejansko govorite o tem, kdo je lastnik, kako naj gospodarim, kje naj najdem izvajalce. Že to vprašanje, kje naj najdem izvajalce, pravzaprav implicira, da gremo v smer, ki je bila v predhodnem predstavitvi pravzaprav prikazana kot prevladujoča, ne v Sloveniji, ampak v Evropi in po svetu, in kjer lastnik ni aktiven izvajalec del iz različnih razlogov. Ta posebna oblika posedovanja, v našem primeru gre za agrarne skupnosti, pa so aktivni lastniki in so tudi večji lastniki. Zdaj, kako pravzaprav neko obnašanje ali pa različne akterje, povezave med njimi lahko usmerjamo? Skupna točka je raba. Vsi se znajdemo na isti površini in vsak ima na njej neke druge ideje. In seveda konflikt je neizbežen, ki ga pa je možno skozi neke komunikacijo, skozi neke procese, ne samo izničiti kot konflikt, ampak pravzaprav privesti celo do nekih pozitivnih sinergij, do komplementarnega dopolnjevanja različnih znanj, različnih perspektiv in pravzaprav skrbi za gozd, kljub temu, da ga uporabljamo. V literaturi so 3 oblike upravljanja. Ena oblika je trg. In je tukaj le opisano, kaj so značilnosti trga in zdi se nam, da ga poznamo, ker smo tudi sami del trga. Kaj to pomeni za gozd? Pač primer trgovine z lesom ali pa trgovine z nelesnimi gozdnimi proizvodi ali pa payment of ecosystem services, to se pravi plačevanje ekosistemskih storitev, ki ga recimo urbano območje, ležeče pod Alpami in zainteresirano za vodne vire, ponuja alpskim prebivalcem. Druga oblika je zadnja alineja, kjer država prerazporedi koristi, predpiše, kakšne so pravice, omeji absolutno pravico lastnika na neke, recimo samo proizvodne vloge, in drugim, recimo Slovenija v tem značilna, dovoli prosto gibanje po zasebni posesti, z nekimi omejitvami, nabiranje nelesnih gozdnih proizvodov. Ta posebna oblika posedovanja, ki sem jo omenila prejle kot pravzaprav znano, ali pa v Italiji zdaj tudi pravno priznano vzporedno pravico ali pa obliko lastništva, pa sloni na recipročnosti, kjer so pravzaprav akterji skozi zgodovino razvili neke norme aktivne rabe in upravljanja gozda, ampak do nekih meja. Zato sta kriterija v tem primeru ne samo sedanja potreba in plačilo, ampak tudi preteklost in prihodnost. Trajnost pravzaprav, ker za prihodne rodove vir ohraniš. Motiv sploh ni korist, ampak je v bistvu identiteta neke skupnosti. In zaupanje je zgrajeno na pravičnosti, ne na zaupanju v trg kot tak ali pa zaupanju v državo kot tako, ampak na pravičnosti. Cilj je pa v bistvu ohranitev skupnosti, se pravi recimo neke vaške skupnosti ali pa države lahko, kot skupnosti in vira, torej in gozda hkrati. Kar pomeni, da je tukaj upravljanje z gorskim gozdom že vgrajeno v način upravljanja. Torej, kako v Alpah upravljanje z gozdom?
v literaturi je jasna razlika med tako imenovano ekonomijo usmerjeno v preživetje ali celo v blaginjo, torej razliko med tem modelom upravljanja in pa alpskim modelom, ki ga imenuje avtor v tem primeru racionalno upravljanje in raba virov, ki sloni na načelih, ki sem jih prej predstavila. Za njega je tipično pravzaprav sodelovanje, zelo močna skrb za zaupanje in oboje pravzaprav v širšem kontekstu ekonomskega sistema, kakršnega živimo danes, usiha. Bistvena je teritorialna mreža akterjev, ki so v rahlih vezeh medsebojnih, so odprti, ne gre za neko zaprto skupnost, ampak za odprto, rahlo skupnost, ki je pa stabilna skozi čas. Gre za skrb za ekološko znanje, torej, ko smo vprašali v eni od naših agrarnih skupnosti, kako pa vi veste, kje je meja, koliko še smemo, je bil odgovor takojšen in jasen. Ko smo narobe naredili, smo dobili snežni plaz v vas. Za zmeraj smo se naučili, koliko smemo in koliko ne. Bistven poudarek tukaj je tudi lokalna ekonomija, ne globalna. To skupnostno upravljanje kot posebna oblika lastništva je tako v Italiji, Franciji, Švici, Sloveniji pravzaprav sloni na lokalni ekonomiji. Tipično je večplastnost, gnezdenje, kot ga imenuje Ostromova, in pa pravzaprav značilnosti kontrolne metode, ki je bila tudi danes že omenjena, ki jo tule pravzaprav z drugimi besedami imenujejo, ampak gre za pravzaprav ene cikle posegov in opazovanja, posegov in opazovanja. Tale dva primera bom jaz zdajle preskočila, da ne bom predolga. Bila sta oba predstavljena že tudi na našem srečanju v Trenti. Pravzaprav pa potrjujeta vse že navedene značilnosti skupnostnega upravljanja, ki se pravzaprav dobro povezuje tako z državno zakonodajo in regulativo, kot tudi z zasebnim lastništvom kot posamičnim lastništvom. Potrdilo se je ta oblika tudi že v odzivu na žled, ker smo jo preizkusili, samo ni šlo za alpski prostor in tega primera tukaj ne navajam. In zaključujem pravzaprav s priporočili za trajnostno upravljanje gozdov v Alpah. Ločim ta priporočila na splošna in na konkretna. Med splošnimi na to, da pravzaprav na majhen del ljudi, ki v Sloveniji v Alpah živi in je pravzaprav kar oddaljen, se mora sam znajti, je potrebno pravzaprav nekaj več pozornosti njim, ki tam živijo. Skupaj z njimi iskati priložnosti za njihov dohodek, za njihov položaj, za njihovo znanje, za priložnosti, za tisto, kar si sami želijo in iščejo. Boljše poznati njihove vrednote, primere, načine organiziranja, tudi organiziranega gospodarjenja z gozdom in seveda omogočiti, da svoje okolje, življenje in prizadevanja doživljajo kot vredne. Ne kot nekaj, kar želimo preseči, ampak nekaj, kar želimo upoštevati, spoštovati in vgraditi v našo skupno kulturo. Zdaj, konkretno, z vidika ohranjanja gorskega gozda, pa pravzaprav boljše spoznavati izvorne oblike aktivne rabe in gospodarjenja z gozdom, ki so pravzaprav univerzalne za cele Alpe, ampak za slovenski prostor, za ta jugovzhodni krak Alp, tudi specifične in med seboj silno raznolike. Drugo tako priporočilo je, da je potrebno spodbujati učenje v Alpah, o Alpah, ampak predvsem za Alpe. In en tak lep primer, pozdravljam vse, ki ste danes iz te ekipe tukaj, je Alpska šola.
In zadnja taka konkretno priporočilo je, da pravzaprav potrebujemo eno ovrednotenje, kaj so prednosti izkušenjskega učenja ljudi v Alpah, in to v primerjavi z izkušenjskimi spoznanji iz drugih gorskih masivov, morda zelo oddaljenih. Namreč tudi tam se srečujejo s podnebnimi spremembami in odziv na take globalne spremembe, kot je, rekla, usihanje ledenikov ali pa zmanjševanje količine vode, ne bo tako enostaven, kakor so to omogočale doslej te posebne oblike posedovanja. Tukaj bomo morali najbrž mobilizirati vse, od lokalnih do nacionalnih in tudi globalnih znanj, izkušenj, sposobnosti, razmislekov, kar je pa seveda možno takrat, kadar znamo graditi skupno. Hvala lepa.